Močni nalivi so krojili urnik zadnjega kroga ligaškega tekmovanja. Pod streho pa sta bili vseeno spravljeni dve tekmi. Ljubljana se je v prvem polčasu mučila s Cerkljami, v drugem pa se dokončno razigrala in Gorenjsko zapušča z visoko zmago. Močno deževje je prestavilo tekmo Krima Hubata in Radomel Medeks, smo pa na pogovor povabili Emo Erman, igralko, ki Krim pozna kot lastni žep. Preverili pa smo še, kako gre Radomljankam pri uresničevanju ciljev pred začetkom sezone. Bila je del klubske zlate generacije. Kot opazovalka z drugega konca Ljubljane je videla njegov padec na dno. Vrnila se je prepričana, da mu lahko pomaga spet vstati. Vez med Emo Erman in Krimom je železna. V državnem prvenstvu je pred prihodom v Ljubljano eno sezono nastopala za Krko, še prej pa v domačem klubu. Moji nogometni začetki so bili z fanti, s katerimi sem igrala kar 10 let. Te izkušnje ne bi dala stran, bi tudi priporočala vsaki mladi igralki, saj ti da neke nove izkušnje, ki jih pri puncah seveda ne pridobiš. Grem zdaj pogledati svoje bivše soigralce, ki igrajo pa v Ljubljani in pa tudi v Ivančni. Pred kratkim sem tudi obiskala svoja dva bivša kluba, Mirna in pa Trebne. Grem pa tudi rada kakšne igralce, ki sem jih trenirala, tudi pozdraviti na trening in pa tekmo. Še naprej bi bržčas nastopala za Krko, če nekdaj močna sredina ženskega nogometa ravno takrat ne bi ugasnila. Če je želela nadaljevati s treningi, se je morala preseliti v novo okolje. Izbrala je ljubljanskega predstavnika. Krim sem izbrala, ker je moj pretekli oziroma prvi klub ŽNK Krka razpadel in so me med tekmami odkrili moj talent oziroma pa znanje in so tudi prvi pristopili potem do mene. Moštvo Krima se je takrat iz sezone v sezono vzpenjalo po lestvici. 3-krat zapovrstjo so bile Ljubljančanke četrte v državnem prvenstvu. Ekipa je rasla ter osvojila celo 3. mesto v Sloveniji v sezoni 2020-2021. Za Emo je bilo to prvo leto med članicami, igrala je ob boku nogometašic, ki danes nosijo reprezentančni dres. Na igralke sem v bistvu gledala kot soigralke, saj sva s Korino bile 2 leti soigralke pri Karetinjah, kjer smo bile tudi odlične. Sem pa spoštovala precej Lucijo Kosa, je bila kot starejša igralka in kot mati mi v bistvu nekako vzor, da bi tudi jaz čez par let lahko tako končala. Potem pa je kot strela z jasnega udarila novica, da se lep del ekipe poslavlja, saj so igralke želele na novo, svojo samostojno pot. Ema ni bila med tistimi, ki so odšle s Krimove barke, ostala je še v prvem delu naslednje sezone, potem pa dobila povabilo Olimpije. Tako sem se odločila, ker sem mi v bistvu Olimpija dala neko novo priložnost, korak naprej v fuzbalu in sem se zato pač odločila na boljši klub. 2 leti pri Olimpiji sta mi bile neko novo znanje, čeprav nisem veliko igrala, kot igram zdaj, vendar je bila neka nova izkušnja, drug nivo, čist, profesionalni že, tako da ja, so bile neke nove izkušnje. V zeleno-belem dresu je večinoma vstopala s klopi. Olimpija se je takrat še enakovredno kosala z Muro. Zelenim zmajčicam je uspelo osvojiti pokal, zadnjo lovoriko. Na oblast je potem prišla Mura Nona. To je bila neka nova izkušnja, nova medalja v omari, ki se pa že nabirajo kar dost. Bilo je nekaj novega, ker tega še nisem doživela, zmer smo bile z Krimom druge, ko smo se uvrstile v finale s pokala. Krima pa Ema ni uspela izbrisati svojega srca. Odločila se je, da mu priskoči na pomoč. Največji izziv mi je bil, da sem se vrnila na bivši klub, da sem pridobila spet polno minutažo in da sem mogla v bistvu tudi sama sebe motivirati in pa tudi pomagati igralkam mlajšim, jih motivirati, da nismo začeli izgubljati še tako, kot smo včasih. Pot ni bila lahka, a Krim se je spet začel vzpenjati. Po 8. mestu so bile 2x 7, lani 6, letos pa želijo še korak naprej. Ema je preostalim igralkam lahko mentorica, saj ve, kakšen je pravi recept za zmago. Najbolj sem ponosna, da sem bila izbrana za športnika leta po glasu ljudstva. To mi je bila največja čast, ker sem tudi prekoračila z glasovi rekord. Njene igre v mlajših kategorijah niso ostale neopazne in tudi sama je poskrbela, da je pustila svoj pečat. Zavedno mi bo ostal v spominu Rusija, evropsko kvalifikacije,
ko sem v zadnji sekundi v bistvu zadela gol za reprezentanco. Za klub izven slovenskih meja pa še ni zaigrala. Kar se tiče tujine, če dobim priložnost, bom itak vzela, vendar zdaj sem spremenila mnenje in bolj gradim svojo kariero. Razmišljala sem že o Čakovcu, sem tudi imela že nekakšno ponudbo za Čakovec, seveda me pa tudi Avstrija privab ali pa kakšni sosednji države. Ema ima 22 let, a njena statistika odigranih sezon v državnih prvenstvih je izdatna. Nogomet je njena velika ljubezen. Kakšen nasvet pa bi dala mladi igralki, ki bi se rada resneje ukvarjala z najbolj priljubljenim športom na svetu? Ta vprašanje je kar težek, saj sem imela v 12-13 letih zelo dobro motivacijsko podporo očija, ki je z mano treniral, ki je bil trener. Mlajšim puncam bi pa dala, da naj ne obupajo, naj ne poslušajo, kaj drugi govorijo, da fuzbal ni za ženske in da ne vztrajajo pri tem športu. Pari 9. kroga so bili sledeči ŽN Maribor proti Gažonu Lelogu Krimhubat z Radomljami Medex. Na Gorenjskem dvoboj Cerkelj in Ljubljane, Olimpija pa je imela obveznosti na Štajerskem pri kirurgiji Estetikal Alumini. In še zadnji par, Primorje Tosta Nutri Cosmetics proti Muri Nona. Vsi ljubitelji ženskega nogometa, lep pozdrav in dober dan. Znova v naši družbi na Planet 2 spremljamo obračun ženske lige Triglav v 9. krogu med domačim Cerkljam in pa ŽNK Ljubljana, ki je prestavljena na kasnejši termin. Zdaj pa prvi napad Ljubljane. Zdaj strel z glavo, vendar je bila Mirjam Kastelec v prepovedanem položaju. Zdaj prostor na levi strani, dober dribling, podaja v predgol. Žoga je zletela mimo. Zdaj Katja Turk išče prosto soigralko, našla jo je na desni strani. Tudi strel, vendar na mestu domača vratarka Lara Rozman. Tam do Katje Turk na desno stran, kapetanka preigrava. Zdaj priložnost za Ljubljano in neuspešna je bila Ela Andlovic. Živa Rupar. Zdaj pa tam priložnost za domače igralke. V zadnjem trenutku pa Živa Mikložič zdaj le rešuje Ljubljano. Tija Zakrajšek, branilka Ljubljane. Pa napaka zdaj le gosti. Priložnost znova za Cerklje. Glejmo tale strel. Žoga v naročju Žive Mikložič. In zdaj le strel ter dobra obramba strani domače vratarke Slovenske lige Ljubljani, ki nikakor ne najde. Zdaj le tamle priložnost in tudi tole niso uspele. Zagotovo najlepša priložnost na tekmi, 38 minuti, pa zdaj Mirjam Kastelec. Ja, zdaj pa gol, zdaj pa žoga v mreži in Mirjam Kastelec je v tejle akciji pokazala, zakaj je najboljša strelka lige. Vodi z 1-0, lep strel, praktično neubranljiv pod prečko. Mirjam Kastelec z 28. golom sezone, torej dosežkom, rekord še vedno v rokah Tjaše Tibau. Mirjam Kastelec in 2-0. Zdajle pa se je v zaključku prvega polčasa torej le razigrala Mirjam Kastelec. Nemočna je bila Lara Rozman v domačem golu in zasluženo zdajle soigralke čestitajo za tale res lep strel, neubranljivo še enkrat pod prečko. Mirjam Kastelec za povišanje vodstva v Velesovem. Ljubljana proti Cerkljam
in bomo videli, katere bodo prej na delovni temperaturi. Tamle že priložnost za tretji gol Ljubljane. Katja Turk je bila pred domačo vratarko Laro Rozman. Ni ji uspelo. Mirjam Kastelec preigrava. Lepa podaja na desno stran, kjer je bila visok predložek, strel Nike Pintarič. Dva para, oziroma dve tekmi. Gledamo še tale napad in žoga je v mreži, hat-trick Mirjam Kastelec, lepa podaja Nike Pintarič z desne strani in pripravljena je bila na to podajo. Takole, mojstrsko lahko rečemo, brez možnosti za Laro Rozman. Ljubljana vodi proti Cerkljam s 3-0, vse 3 gole pa je dosegla Mirjam Kastelec, zdaj že pri svojem 30. golu v letošnji sezoni. Že 36 golov je dala v prvi slovenski ligi, pa znova Nika Pintarič na desni strani. Mirjam Kastelec grozi v kazenskem prostoru. Nevi Kumalič je pripravila strel, ta pa nenatančna. Obe tekmi pa na Fazeneriji, povratna tekma v nedeljo. Zdajle tam lepa obramba domače vratarke Lare Rozman. Malce slabo v domači obrambi, pa še en poizkus in trese se prečka, pa ni še konec nevarnosti, potem pa prekršek v napadu. No, tokrat ni bila uspešna. Katja Turk zdaj preigrava. Tam priložnost in 4-0. No, zdajle pa je svoje mojstrstvo pokazala še kapetanka Ljubljane, Katja Turk. 3-4 igralke okoli Katje Turk, ki jo niso uspele zaustaviti. Res lepa akcija in tudi lep gol. Potem pa še tekma med Muro in Olimpijo, prav tako predstavljena na začetek decembra. Še en gol za Ljubljano, lep predložek in znova se veselijo gostje. Takole dobro se je znašla pred golom Ela za svoj 7. gol v sezoni. Živa Rupar pa asistentka. Ja, počasi zmanjkuje moči domačim igralkom. Tamle nevarno, Mirjam Kastelec in petarda je zdajle odjeknila v Velesovem. Oziroma 6. gol, seveda 6-0, 64 minuti. Le nekaj sekund so zdajle potrebovali po 5. golu, da še 6. premagajo vratarko Laro Rozman. 72. minuta v Velesovem, tekma 9. kroga prve lige Triglav med Cerkljami in Ljubljano. Preigrava zdajle Mirjam Kastelec in 7-0 za Ljubljano. Mrežo Cerkelj Mirjam Kastelec, takole lepo preigravanje in potem brez težav žoga v mrežo. In še 5. danes, torej uspešna Mirjam Kastelec. Dober predložek, strel z glavo, tamle na mestu domača vratarka, vendar ni še konec nevarnosti in žoga je na koncu v mreži. Veselijo se znova Ljubljančanke. Takole po fliperju v kazenskem prostoru je na koncu streljala Neva Kumalič. Njen 4. gol letos,
ki bi ovirala nogometašice, tako da še enkrat pohvala za vse, ki skrbijo za zelenico v Velesovem. Tamle žoga ponovno proti praznemu golu, na tleh je bila domača vratarka, kar se tiče nasplošno najvišje zmage v prvenstvu v tej sezoni, pa, kot sem že omenil, ja, žoga je v mreži, torej še 9. So le uspele. Nogometašica številko 15, lepo je pritekla pred gol in potem samo dvignila nogo. In Ljubljana torej v zadnjih trenutkih tekme prihaja do 9. gola in 7-krat premagala domačo vratarko. In zdaj tudi zadnji pisk sodnice Valentine Turk, kot rečeno, torej Cerklje, Ljubljana 0-9. Punce so delale zelo težko tekmo, pač prevladale so individualna kakovost pač igralke Ljubljane, ki je zelo kvalitetna, res odstopa. Tako da v bistvu ostalo je bilo lepa igra, čestitam nasprotnicam, ampak mislim, da mi tudi v fazi branjenja smo delali vrhunsko igro, ampak ja, pač ja, individualna tista ena poteza več igralke je pač prinesla tak visok rezultat. Prvi polčas nismo odigrali dobro pod pričakovanji. Bi rekla, da smo bili mogoče na 50% naših sposobnosti. Kljub temu smo dali 2 gola. V tem drugi polčas smo se malo zbrali, 30 minut je bilo dobrih, potem pa spet malo popustili. Tako da z rezultatom smo lahko zadovoljni in 3 točkami, moramo biti pa skozi celotne te tekme bolj zbrani. Narava je bila v tem krogu močnejša od organizatorjev tekme v Staršah med ŽN Maribor in Gažonom Lelogom in pa tudi v športnem parku Kodeljevo. Zaradi prevelike količine vode sta srečani prestavljeni na trenutno še nedoločen termin. Ker ima Mura Nona sredi tedna tekmo v evropskem tekmovanju, je bil dvoboj s Primorjem Toslano Tricosmetics premaknjen na 3. december. Olimpija se je z 11-1 na gostovanju otresla kirurgije Estetical Alumini. Ljubljana je v drugem polčasu strla Cerklje. 9-0 je bilo. Ljubljana je prevzela vodstvo na lestvici, ima 21 točk, Mura Nona je druga, a ima tekmo manj. 9 obračunov ima tretja Olimpija in 18 točk, toliko kot Primorje Toslano Tricosmetics. 16 jih imajo Radomlje Medex. V osrčju razpredelnice tiči Krim Hubat z 12 točkami. Gažon Lelog je 7, ŽN Maribor 8, kirurgija Estetical Alumini in Cerklje imajo 3 točke, kluba si delita predzadnje mesto, na repu pa najdemo Žalec Trbovlje. 10. krog prinaša 4 nedeljske tekme. Na Iliriji se bo Ljubljana pomerila ŽN Maribor. Žalec Trbovlje igra doma s Cerkljami. Na Bonifiki bomo gledali primorski derbi Gažona Leloga in Primorja Toslano Tricosmetics. Radomlje se bodo soočile s kirurgijo Estetical Alumini. Tekma Mure Nona in Krima Hubata bo 19. novembra. Po izpadu iz Lige prvakinj bodo igralke Mure Nona imele še eno evropsko priložnost. V tem tednu bomo dobili odgovor, ali bodo napredovale v naslednji krog evropskega pokala. V drugem kvalifikacijskem krogu igrajo z Dinamom Minsk. Če bodo v skupnem seštevku boljše od Belorusin, jih čaka uvrstitev med 16 najboljših. Vse do finala se igra na izpadanje po sistemu 1 tekma doma in 1 v gosteh. V lanski sezoni so se pri Radomljah odločili za menjavo na trenerskem stolčku. Končalo se je uspešno obdobje Aljaža Gornika. Na njegovih temeljih je lahko dalje gradil Matej Mavrič Rožič, ki se je prvič podal v vode ženskega nogometa, a ni potreboval veliko časa za privajanje. Predvsem sem spoznal ligo, videl, da obstajajo velike možnosti po napredku. Ko smo se lotili tudi dela, enostavno iz nič na 100 ne gre. Odločili smo se, da bomo periodizacijsko, se pravi vsak prestopni rok, dvigovali nivo, ritem in pa to tudi počnemo. Tako da gremo res korak za korakom, istočasno pa želimo tudi v klub imeti igralke s karakterjem, igralke, ki želijo napredovati in ki želijo delati in pa biti prisotne v tem trenažnem procesu. Letos jim je uspelo zadržati najboljše posameznice kljub poskusom, da bi jih višje rangirani klubi zvabili k sebi ali pa da bi celo prejele klic tujine. Dodali so še reprezentantko, ki je močno dvignila raven. Po nastopanju v študentski ligi NCAA se je vrnila tudi Ana Gerjol. Ja, v bistvu smo imeli, se mi zdi, zelo dobre priprave na res visokem nivoju.
S puncami smo se dobro pripravili. Pozitivni občutki so se spremenili v dobre rezultate. Radomljanke so ustavile Muro Nona. V drugem krogu prvič, odkar nastopajo v državnem prvenstvu, jim je uspelo vzeti točko črno-belim. Nato so doma res da izgubile z Ljubljano, a se spet dvignile po visokem slavju s kar 5-0 proti Primorju Toslinu Tricosmetics, ki je bilo do tistega trenutka nepremagano. Ja, v bistvu nam je dal to nek nov zagon, ker smo res pol še na igrišču videli, da smo sposobni, da lahko konkuriramo tudi najvišjim klubom na lestvici, kar nam je sam dodatna motivacija. Mislim, da so to tekme, na katerih rastemo, se pravi, ko klubi z vrha lestvice igramo med sabo, pa klubi z spodnjega dela. To je sigurno pomembno in to je, tukaj vidim, največji ključ napredka v sistemu. Radomljanke so stalnica med prvimi 4 ekipami, saj nižje od 4. mesta sploh še niso končale lige. Tudi lani so bile na 4. mestu, a s pičlim zaostankom 2 točk za 3. Olimpijo. Po letošnjih rezultatih sodeč bi lahko storile še korak naprej, če bodo izboljšale ključne elemente. Ja, predvsem na pristop v igri, potem na hitrost igre in da pač držimo in ohranjamo in se pač teh naših principov v igri. Radomlje grejo iz koraka v korak, iz sezone v sezono. Tudi sam želim tako, da gre, koliko so močne, bo pokazal čas. Definitivno lahko povem, da imamo zagnano ekipo, željno dela, na drugi strani pa zelo mlado. Tako da mi smo pripravljeni na delo, punce zaenkrat izvajajo ta trenažni proces oziroma skozi to periodizacijo zelo dobro delo in predvsem prednost ta nekako, da raste konkurenca v ekipi, punce pa to zelo dobro sprejemajo. To je že prvi korak k temu, da lahko smo boljši kot lani. Da je ženska nogometna liga deležna vedno večje pozornosti, pove podatek, da 3 ekipe vodijo nekdanji članski reprezentanti, poleg Mateja Mavriča Rožiča, še Vladimir Kokol pri Muri ter Samir Zulić pri Gažonu. Njihovo znanje je neprecenljivo. Še hitrejši in vidnejši napredek lahko celotno žensko nogometno gibanje doseže s sistematičnim sodelovanjem. To govori o tem, da ženski nogomet raste. Sam osebno vidim, da je ženski nogomet v strmem vzponu in v Sloveniji moramo delati na tem, da mu pomagamo, da se strmo vzpenja. Jaz moram reči, da imam kar dobro izkušnjo z lanske sezone, z večino trenerji, trenerkami sem bil v kontaktu, tako da jaz mislim, da je to zelo pomembno, da ostajamo odprti, da si pomagamo z nasveti, da pomagamo v bistvu skupaj, skupnimi močmi razvijati to ligo, jo dvigati na višji nivo, nekakor pa nisem zagovornik tega, da bi se zapirali pa vsak za sebe delal, kajti zavedati se moramo, da prihajamo iz majhne Slovenije in če bomo držali skupaj, tako kot smo pokazali na marsikaterih tekmovanjih, da ko držimo skupaj smo močni, potem lahko tudi v tem trenerskem poslu naredimo to.